in imajo hčerko in hčerka ti pomeni tako 7-8 let in jo jemljajo s sabo nudistično. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji. Like, comment, share in subscribe, člani podcast. Dober dan. Danes z vami Tim, Jure in Rimanič. Dober dan. Dober dan, dragi poslušalci in poslušalke. Kako ste, fantje? Jaz sem ful zjeban, ker sem bil zelo neodgovoren včeraj in sem se ga ful preveč ubil in danes malo regretam to in zelo neodgovorno od mene do svoje službe in tako. Drugače pa zadnje 4 tedne se nismo nič videli tu na podcastu, tako da... Če si bil zaposlen? Sem vesel, da sem prišel spet malo čokolad z vami. Si bil priden, zaposlen, kaj si delal? Ja, v bistvu film snemam, ne snemam jaz, igram v filmu, sem bil full shout out Luka in celi ekipi, peti kader. Drugače pa sem full bil dejansko ponosen nad svojo igro, full. Zdaj imam še en spot in še neki pol. Tudi sem se 3 tedne držal tako healthy Herbalife lifestyle. Zato ni bilo Tima tu. In, Kaj govoriš, če si skakal čez kolebnico, si ležal v postelji en teden? ja, raz. Kaj? Ja, križ sem si zjabal. Od kolebnice? Ma ne vem od čega, daj. Kaj si padel? Ne, samo pač moje telo, ko začne živeti zdravo, se mi zdi, da gre v error. Ola, to ni za nas. Ne vem. In sem dejansko, pač, mislim, drugače sem se dobro počutil, ful boljše kot danes, recimo. Treba se spraviti v formu. Bobala, to poletje. Ja, zdaj uniki se zdaj spravljati v formu je poletno že malo prepozno, ne? Ma, nikoli ni prepozno, ne, lepo Mislim, prosim. za letošnjo sezono. In Ma, kaj nikoli ti si ni kao, prepozno. si ful naredil in to. Ja, jaz sem že leto pa pol nazaj začel. Aha. Se pozna. Res? In si pripravljen za letošnjo sezono? V kakšnem smislu? Lovsko sezono srn. Dobro, nisem zdaj hotel asociacije, ne, ampak... Ne, pa ne vem, pripravljen, pač ja, v redu, ja. Se mislim, da sem. Te ne bo sramito v kopalke. Ne, me ne bo sramiti kopalke. Boš bil v enodelnih ali dvodelnih? V enodelnih, one kot ma Borat, gor čez rame. Une ful več krijejo, kaj te je sam kaj pokazati? Ti, ki si rekel, da imaš speedo gate, si boš kupil tudi speedo kopalke? Nimam. Red flag. Imel sem ene par sem imel nek navadnih gat, tipo Calvin Klein. Pa čisto pustim. Pač dejansko. Ok, Jaz pol bom zakaj? kupil 10 Pač parov. Zakaj? Zato, da pride moj tip stari in se sleče uno in ima speedo gate ali kopalke. Ti, ki tam so izgledaš kot vrata. kalkulator, pizde, A? ja. Ti, ki izgledaš kot kalkulator, bi izgledalo smešno, ja, na tebi. Ti pa nosiš une, ki si rekel, Ja, une one hlačne ameriške, gate, ja. stari. Kdo nosi hlačne Zakaj gate? izgledam jaz kot kalkulator? In to je bil nek tudi dis, ga še kalkuliram jaz v glavi. Kaj? Kaj Gatom. si proti tem gatom? Zato, ker sem Gatam. protim. Zakaj? Ker je Protim. pač red protim. Kaj si ti naredile? Gnusno, ne vem, red flag. Ba. Zakaj? Ne, pač glej, publika, če se strinjate z mano, prosim, komentirajte spode, da speedo Drugače, kopalke one ali normalne gate so gate red flag. izgledajo prav dobro. Jaz hodim na nudistično, tako da... Kaj biti prva Vemo, zakaj je vedno kopat? prazna. In kako je? Kako je biti na nudistični? Tako ležite. Ma sej, drugače, meni je ful lepo, če sem na barki in se grem kopat lahko nak, je ful bolj tak free feeling. Samo malo se občutim, da me kakšna riba ugrize. Mene je vedno strah, ja. Da prije kakšna piva in je tipo... Papa lulek, papa. Ne, meni je vedno, to mi je malo neprijetno, ki tako kot nek črv binglja, ne? In pol, valjda lahko riba zameša. Mislim, ne vem, kaj imaš ti, Ja, črva. črva, ampak... Kaj je? Rozsrti morski pes med nogami. Kaj je najlepšega na nudistični poti? Da vsem priporočaš. Meni mi je lepo zato, ker gledam luleke od drugih. In... Prv. Kaj je? Kakšen pervert si? Jaz sem perverzen, ful. Kot da nismo zvedli to v vseh epizodah do zdaj. Oj. Jaz se spomnim, ko sem prodajal sladoled na barki in sem šel vedno poleti tudi na nudistično plažo in so prišli tam oni nakci mi do barke, to je bilo vedno ful smešno. Mislim tako, jaz sem bil na dobro, biznis je biznis. Fuck it. Imam enega kolega, ki ima strica, teto in pač sestrično. In pač stric in teta hodijo na nudistično. In imajo hčerko in hčerka ti pomeni tako 7-8 let in jo jemljajo s sabo na nudistično.
Meni je bilo vedno full weird. Meni je to zdaj Čeprav to je naravno, I guess. Ja, ma otroke je mat v to. Ja, ma naravno pa še vedno. Mislim, kaj je naravno, da vidiš svoje starše nage. Ja, Mislim. ni moja preferenca zdaj to, ampak Mislim, pač, ful preveč po moje to telo mi stereotipiziramo, ali ko bi rekli pač. Ne vem, zakaj se tako skrivajo vsi. Bi se pol ti slekel. Zdaj, Ja, pred kamero. do nagega. Mislim. Pa damo en oblaček čez tvoj Pač, prviček. zakaj pa ne? Ajde. Mislim, kaj pa je narobe, če se zlečeš do nagega? Ja ti pravim, kot zdaj ti praviš, kaj si, to ni nič takega. Pa. Ja, ne, jaz mislim, da recimo dosti ljudi je ful, ko bi rekel, Majico dol. nesigurnih. Majico dol. Gospod, pripravljen sem na sezono. Ne bi se zdaj, ker to delam zase, ne delam za druge. Prvo, ne? Dobro, zdaj ti je vroče zase in zase se sleče. Ne, ampak hočem reči samo to, da telo je res dosti stereotipov, ljudje so ne samo zavestni, ampak Jaz sem mislim, meni, da je jaz sem vsako sebi telo, da je telo lepo, samo ti moraš ga sprejeti takšno, kot je. Ali pa ga si... Roke v zrak, da je zato, da se Jure sleče. Ma že prevečkrat sem ga videl. Demokracija! Sem ga že prevečkrat videl in mi je že meh. Jaz tudi. Pejte si na nudistično, da se lepo posončite. Jaz grem v bistvu samo zaradi tega, ker hočem imeti ten everything. Čeprav to jaz se pa ne strinjam, ten lines. No, Na ženskah? Ja, Ja, na ženskah, najjače ja. stari. Pač, čaki, kaj te lahko opeče na tiču, res uno rdeče, da te skuri sonce? Nime nikoli. Ja, pa je te lahko, ja. Zakaj pa ne? Ne, ali tam Še kje bolj malo občutljiva drugače. koža je Ja, tam. sej. Nime nikoli. Ten lines na ženskah. Koliko ten lines, da je pravno črno-belo razlika? Ja. Mislim, Res? črno-belo. Tako, Ja, meni rjavo-belo. je to všeč na ženskah tudi, ampak Ful. na tipih pač meni mi lihni, da se dobim s tipom in se zdaj slečem in Da je tipo bel tle. Jaz sem Čaren, tako bel tu do razumeš, tu. in Bela rit. Si sleče majico in še vedno ima majico. Pač ne. Grem se lepo cel, da ker jaz se tako dobim lep kolore poletje. Sem dobra čokolatica, tako da, ja, valjda. Ampak to je res pri vas. Pisa, da ti zbaci eno belo ritven. Ker ni smešno. Tako da, imam, da si temen in se slečem tako luna. Ono. Pa da veš, da si je, kam moraš iti. Da ne Tam že fališ. vejo, kam moraš iti. Črno Bi rekli, luknjo. da si imaš- V glavnem, fantje, ko je bil kaj vaš teden? Tim, ti vemo, da si bil priden, delaven. razen zadnji Pač dan. to včeraj sem kar ponosen na se, ampak razen to, kar sem včeraj naredil, sem res, ker danes sem prav jezen. Sem Te je res. malo zmačkalo. Ma ne zaradi mačka, ampak tako zelo neodgovorno od mene, tako da sem full jezen. Veš za naprej, Ja. da ta feeling ni lep, ne? Ja, mislim, da sem malo mazohističen, jaz sem, da mi je všeč ta feeling. Ojoj. Da vse neki čuti. Pa ti, Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden... Kaj si kaj čutil, kaj si imel kaj v ustih? Jeez, what? Bili so prazniki, vsi ste imeli jajca v ustih, Ok. imate radi jajca v Zdaj ustih. sem full rad jajca. Ti, Jure? Ja, tudi. Kinder. Ne, jaz sem prav, meni so mi res jajca full pomembna, tako pri tipu. Ali o katerih jajcih govoriva. Moj teden je bil v redu. Dosti sem hodil, dosti sem delal, Ja. treniral sem. Ok, produktiven. Ma nisem bil toliko spet, evo. Vse veš sam. Imel je projekte, ne? Vse veš sam na tej, ne? Ja, vem. Da nisem Kar si toliko. imel za narediti, nisi nič naredil, kaj? Drugače vse, kar smo imeli za narediti, sem naredil ta teden. Dobro, kaj pa je, ko je bil kaj tvoj teden, Matej? Lepo je bilo. Pripravljam en projekt, ki zdaj ne smem nobenemu še nič povedati. Tako da delavno, produktivno. Kakšen projekt? Tak, Film? ki ne Film? smemo nič govoriti. Ne? Film? Ne. En tako en osebni projekt. Bo prišel ven, ko boste videli, tako da nekaj kuhamo. Če ne pa nič takega, nič posebnega. Bili smo v kinu s pupo mojo, šli smo gledati Super Marjota. Ful slab film, ful razočaral film. A še kako bi lahko to dobro bil film sploh? Se sploh nekega plota tam. Ja, ma, fora je bilo, da so lahko bi naredili plot. Veš, ko bi brzezen film. Poznaste veš Bowser od Marjeta, izlobneš. To ni tak dinozaver. Ja, on je tako OG zlobneš, on je tako opasan tip. Tle so ga naredili v največjo propalico, največjo pičkico. In bilo samo tako, dobro, kaj ste zdaj naredili tle človeka? Tako, v prvem
on, ko se nočem spoilat, malo bom spoilal, on prije v film požge en grad, požge ga do tav in si zajeban. In čez cel film igra klavir in poje, kako je zaljubljen v princesko in kako se hoče z njo poročiti. In to je njegov plod, da se hoče poročiti s princesko in je ful velika pičkica. Tako da... Kaj ste igrali Super Mario, tako ste bili otroci? Ne. Jaz sem imel Nintendo DS. Jaz sem ful malo igric igral, ko sem imel, jaz sem sam se izdeloval. Ti svoj jamski otrok. Svoje igre. Ne, jaz imam ful dobro domišljijo. Kaj pa si se igral? Ne vem, recimo sem pobral grozdje, ko še ni bilo za jest, ko je bilo še zeleno, ne. In sem Torej zeleno grozdje? Ja, ne sveže, mislim Ne zrelo? ne zrelo. Zrelo. Sem iz teh od čevljev naredil celo mesto, tipo izdelal sobe in to, in pač pol so te grozdje bili pač ljudje, vsak je bil svoje persone. Škatli iz čevljev. In so pač živeli v teh škatlah v tem mestu in pol so tipo škarje in šestilo in geotrikotnik in te stvari bili tipo neki monsteri in se jih ubijali in klali. Jaz sem imel ful rad garažne hiše. Sem imel vedno igrače garažne hiše. That's weird. Okay. In parkiral Ja, avte. parkiraš avto, ja. Ja, In ko parkiraš avto, greš ja nis pa greš drugi drugim avto. avtom parkirati. In ko vse parkiraš, Ja, pol Jih odparkiraš. odparkiraš. Ja, jaz sem se vedno ful igral z garažne hiše sem imel ful rad in tudi avte na telekomando. To je bilo meni vedno te ful so hudo. bile vibe. Ne, to ful dobro. In ker sem se igral z mojimi brati, je bilo meni ful OG igrica, da smo imeli une velike duplo kocke in smo delali gradove in smo se kao borili, tipo, In ste jih in s tem podirali smo en metali drugemu. kao bombe in tipo si mogel unega zbiti vojačka nekje skritega, razumeš, to je bilo Ne, s meni. tem pipi smo se bolj mlatili. Tipo do krvi. Kaj? Ja, jaz sem shoutout Lejca prej. Smo se pač prav do krvi mlatili. Zakaj pa? Tako smo se pač igrali. Imam eno tako igrico, vem, kaj gremo delati. Se gremo zmlati dokler Pač nekdo mlatili krvavi. smo se, tipo smo žrebali, kaj se bomo igrali. Smo tipo Big Brother smo se igrali, ali pa tipo, ne vem, Žago, razumeš, in jaz sem tam nekaj ubijal, ne. Mislim, pač tako, imam furat mojo družino, tako. Volje bilo je, da se spomnim z mojim bratrancem, on je tako full mlajši. Zob sem izbil, pizda, enkrat celo. Kaj? Ja, ja. Fuck. Iz bratrancem sem se tako malo rausal, je enih 5 let mlajši od mene. In kakšenkrat si bil mogoče malo premočnejši, malo si ga ruknil po tleh in v njih moment, ko je začel jokati in si ga pripričal, ne, se nikul, ne, se kul. Ne, bom rekel, mami, ne rabiš, se Ma ne, ma dej se si v redu, nehaj. Ti ni nič, pač zdaj, pač pa hodiš. Ono drži v prav tako. nasodzenja. Kaj je najhujše, kar ste naredili nekemu majhnemu otroku, tipo bratrancu, bratu? Ful stvari. Kaj se jaz delal Meni je mojemu bilo bratu? ful zabavno, ko smo tako Ninica bila še majhna in jaz si le, smo pol vzeli tako pošter in s celo silo tako, ona je skočila in ti si jo tako v spodnjo nogo tako udaril, da je tako odpukalo. To je bilo ful fast. Joj. Pa jaz sem imel enkrat sem delal to, da sem, moj brat je tekel, sem vrgel pošter pod noge in enega spreda, da je padel na njega. Jaz sem bil vse malo uvideven. Ne, mi smo bili pač tako na posteli, ona je tipo skakala in ti si pač primal pošter Ja. in kot je skočila, si jo tako tu v spodnjo noge, da je tipo, štekač. Ja, jaz najhujše spomnim, kaj sem naredil enkrat, je, da sem imel airsoft pištolo in sem dal notri železne metke. Slan. Samo nisem jih v oči. No, so te naučili streljati, ne? Jaz sem vam pozabil. To je bilo vse rdeče, veš, koliko Ma ne, pa si nisem ga, niti ga nisem ustrelil, sem pač... grozil. Ste imeli airsoft pištole, meni je to Jaz ful moj dobro. stari ima pač airsoft prav. Ne, smo samo nervke. Tipo te, kako se reče, pač svojo ekipo. A ja? Ja, jaz sem hodil to se streljati in to. To je ful dobro. Hudo. To bi si ne predstavljal to. Jaz sem večinoma tipo najdu luknjo in sem se dal v luknjo in bil tam. Tipo. In Lahko bi šli na en paintball. No, to je bilo smeh. To je bilo smeh. Lahko bi. Ste že bili? Samo Sem bil, ja. izbiraš airsoft, če že. Zakaj? Da se vse Ker pozna boš. barva. A to je bolj fun. Ja. Ti si ga lepo ga markiraš, vidiš, da je markiran. Ima ne, uno boli bolj. Airsoft? Ma tudi paintball zna bolet, veš. Ma ja, na paintball je, kje me, tle uni tam paintball tle goru. Ja, kaj, vse dobro. Aj, stari, ono nemaš, tam je, ne vem, ono, travnik stari, nemaš kaj se skrijeti, ono. Jaz sem hodil s starim tipo, ne vem, v zapuščene tovarne, ko so hodili to delo, to je bilo ful bolj zabavno. hudo. Ja, in imel prav se skrival in to je bilo ful bolj hudo.
To nisem nikoli pisal strelil se z Airsoft, stari. Jaz sem tudi klav kokoši in prasce in delal na njivi, tako da... Kar, Ti imaš 4 življenja, stari. Ne, jaz nisem tu ni basic gay guy from Las Vegas, pač. ne, najboljša stvar, ne bom nikoli pozabil, v Kranjski Gori smo se mi šli paintball in je bil en tip, ki je bil tako full dosadan, se mogoče to sem že omenil. Jaz sem ga čez celo to strelišče, ki so bile te hiške in to, ki je bilo full zbavno, sem ga skinul tako medo brvi, sem ga skinul, drito sem čelno. Slep. Zakaj? Samo ščala. Ja. Je imel masko, ampak mu je prišlo tako, medo brvi mu je prišlo. In je bilo lep feeling, no. Samo najhujši suni, ki ne priznajo, da si jih zadev. Pač, pivan. To mi je fulno živce. Ono priznaj, stari, kaj je ono? Enega prosto se spomnim, ki sem ga tipo 3-krat ustrelil, prosto sem videl, kako sem ga ustrelil. In on je delal, kot da ni nič. Ja, jaz sem bil, Čekaj, na pri Airsoftu, ti pa če te ustreliš, kaj? Moraš pač iti ven. priznaš. Okej. Ko pri paintballu, ustrelili. Ja, Samo pri paintballu, pač se zmeniš, ali imaš 1 ali 2 life, pač. samo realno bi si lahko kupili svoje pištole in svoje metke in bi se šli streljati. Kaj pa je Airsoft puška? Raž samo kompresor imam tle. Jaz sem streljal tu iz pravo pištolo, streljal iz pravo pištolo. To pa ne. Ti tudi? Ja. Jaz sem bil v Arexu, spomnim, tovarni v Sloveniji, ki je eno. In? Jaz sem, Te je streljal tam dol. fuck, ne. Streljal ptiče. Da se spomnim na bivšega. Si ga ustrelil? Enkrat, mislim, ni imel strelu, ampak imel pač pištolo v ustih. Ma tipo kinky way? Ja, ampak je bila prava. Jeva ni bila nabita. Ujoj. Če ni nabita, to veš, da... Pač Mislim, če te ne ustreli, pol ne veš, če je ne nabita. vem, meni je bilo tako, mislim, da bom umrl, ali ne, oh my god, scary. Ampak ja, ful dobro. You got issues, bro. Ojoj. Včeraj sem ga klical. Da, stara ljubava. Misliš, da je ljubezen slepa po tem takem? Ja, definitivno Mislim, če je. te hotel ustreliti, Ne, mislim, vse mi bi še bili skupaj, če... Bi te ustrelil? Ne vem, zdaj ne vem, kdaj v življenju moraš je prav narediti črto. Tako da ja, jaz mislim, da sem se prav odločil, ampak pa... Ja, po moje, veš kaj te lahko zbistri? Veš kaj jaz pravim, da v življenju se moraš večkrat zaljubiti. Da ne smeš samo enkrat. Kolikokrat si se ti? Do zdaj, Do zdaj? iskreno, kar jaz poznam kot ljubezen, čeprav iz moje perspektive jaz dejansko po mojem nisem bil še zaprav zaljubljen. Torej, kar je meni znano kot ljubezen, enkrat. Ja. Ti? jaz mislim, da tudi enkrat. Enkrat? Jaz tudi enkrat. Sam... Zdaj? Ena sreča. Ja, zdaj, ja. Ojoj, zdaj, ja, pa zdaj, ojoj, ja. Ne. Zdaj. Ma ne veš kaj, je pa res, da meni je ful pomagalo, sem imel eno bivšo, ki mi je imela ful rada in sem jaz mislil, da to je tako lahko vrh, ko te ima lahko nekdo rad. Pač koliko mi je imela ona, me ne bo imel noben in ko smo končali, pa sem jo pustil, ker ni bilo več to, ampak sem bil fuck stari, kje boš našel še tako osebo. Se najde. Se pač najde, life gre naprej, te čaka tam ta prava. Moraš bereš imeti vedno srce odprto. Jaz sem trenutno ful pripravljen tipo na ljubezen. Mislim, prav imam odprto tipo srce, tipo srčno čakro imam ful odprto. To je lepo. Ful se bi rad šel v zvezo, tako iskreno. To je ful, nisem več toliko seksualno aktiven, kot sem bil včasih, iskreno. In ne da se mi več, hočem nekoga, tako da me rad. Zdaj si malo usedlit. Ja, ful se mi je zaradi Se mi je zdelo, da neki tle sem falil. Tako, ustalit, ja. Ja, se hočem ustaliti, hočem začeti graditi nekaj. Kaj Tako da hišo? sem ful jezen, to imam. Vsi fantje, ti ima stanovanje, svoje, lastnik. Drugače pa, zato sem ful jezen zaradi včerajšnjega večera, ker mi res ni rablo. In še pa sem danes ful zajebal in veš ampak ja, jebi ga, ne bom več to naredil. Ampak ful bi ljubezen še enkrat. In ne to, kot sem imel z gospodom. Bivšem, ja. Ja. Čeprav je bilo zanimivo, pač priporočam, da morate v življenju enkrat probati vsaj enkrat toxic relationship, because it's worth it. Je zabavno.
Če si komik, pride dober material iz tega, tako da tudi jaz priporočam. Edino, kar vam povem direkt, ne biti, mislim, čim kdorkoli dvigne roko nad vami, pač samo uga. Cente se, čuvajte se, ste na prvem Samo mestu. vi. uga. Pa je pravijo, da gremo čez 3 ljubezne. Kao first love, pa je kao ta toksik, ki te nauči kao vse to slabo in ko med s tem pač odkriješ v bistvu, kaj je ljubezen, si ful bolj previden pri tretjem. In naj bi bilo tretje to zadnje, kao. Tako pravijo, da neki da greš. Mislim, ja, lahko Tako komaj se pravijo. tudi stvari združijo v eno. Ja, Kdaj si vedel za tega tvojega bivšega, da je to? Mislim, da si bil Ko zaljubljen. mi je dal pištolo v usta. ko sem prvič, ko sem prvič seksal z čustvi. Ker sploh nisi uporabil penisa. Ne, ampak prvič sem dejansko tako, da pač bil pa srček, tipo, ne vem. Ja, ki peke. Pač to je bilo tako weirdo, ono, ki pač ne vem, ful drugačen seks kot te one night stand in to, pač ful prav lepo je bilo. Prav, Kako pa vam so ta spolni odnosi brez čustev? jaz sem tega samo navajen, tako da to je bilo novo. Zato po mojem sem tudi tako puknil, ne, ker mi je bilo prvič, da sem dejansko seksal z čustvi. Ti? Jaz mislim, da to ni dobro. Ni dobro ne za žensko, ne za moškega. Mislim, zdaj, ne vem kaj. Zato, ker se mi zdi, da je seks malo več kot samo to. Jaz se strinjam s tabo popolnoma in pravim, da jaz imam zelo, zelo nezdrav odnos do seksa. Da bi mogli vsi to svojo energijo pač čim bolj šparati in jo uporabiti mogoče v drugi namen in pa samo za tisto. Ja, ma jaz si ne morem pomagati. Ja, dobro. Pač ne bom. Ne, stari, ja šolo. Pa ti delaj, Aj kar ni ti tam paše. bali, ni lepo tikati telo, stari, meni je lepo usvajati in se spogledovati z ljudmi. Ko me čaka, da dam to brado stran. Get ready. Pripravite se, ker tim bo imel new look poletje. Ja. Jaz sem ugotovil osebno, lahko povem, da ne morem. Pač jaz moram imeti vse borat, če lahko gremo po luni ekstra step. Če ne, mi ni to, mi je brez veze, mi postane, mi je res tako. Ne da se mi neki truditi, ker vem, da ta oseba, ne vem, pol gre in se ne vidimo več. Se strinjam, ja. Ja, je brezpredmeten seks, hoč povedati, da ti bo pač samo za se sprazniti. Pa še to praznice, se sploh dejansko daš ful neke svoje energije stran. In mešaš te energije z drugimi ljudmi. Jaz mislim, da oni, ki primajo, ali ženske, ali moški, ki primajo, ponovadi bolj povleče energijo od partnerja. Ja, samo ti jo pa daš, Ti jo pa ker tudi daš, ni dobro, ne? Si še Ker bolj... jaz sem opazil to pri sebi, ko sem bil, ne vem, z enim pred njim. Sem začel njegove karakteristike dobivati. To je bilo ful čudno. Vsi to vmes, ko si toliko časa skupaj malo pobereš od enega malo. Ja. Ampak ja, ne, drugače pa priporočam vsem, da pač valjda probaš brez čustva. Mislim pač seks brez... Veste, kaj mislijo? In pač valjda, da se odkrivaš, pač dokler si mlad, dej se stari, prijebi se okoli, probaj, ker hočeš probati, ker dvakrat se boš obrnil in boš imel 40 let, ti vidi, mene boli kičma, me boli križ, ležal sem 3 dni, pa imam 26 let. Moja nona je rekla, prej se poročiš, pravi 100-200, da veš, kaj ti je všeč in da pol ne varaš, da daš to ven, čim prej moraš to. Čeprav jaz sem imam ful svoje teorije o varanju, ampak ok. Jaz mislim pa, da... Povej. Pa da ni treba. Evo, tako bom rekel. Če filaš, provaj. Pride, ko pride. In mislim, da moraš verjeti v ljubezen. Mladi, prosim vam to povem. Prosim. Za vas. Prosim. Komunikacija. Pač, please. Sem zdaj rekel zaščita, ampak ja. Ne, ja, To je dobro, zaščita, zaščita, to je zaščita. samoumevno. Jaz sem zadnji, ki lahko karkoli reče, ampak to je samoumevno. Drugače pa res, ful je to pomembno in to pravimo vsem utemeljiti v glavo komunikacija, pač komunikacija, stari, res, just talk about it, Ne, Ker imate 17-18 let, in tam neki delate, niti vi ne veste, kaj delaste, in pač ti malo povej svojemu fantu, kaj hočeš, kaj ti paše, pa dej ti nazaj, pa... Lepo je biti zaljubljen, tako bom rekel, lepo je imeti jaz sem tako full kaotičen life, in tem mojemu kaotičnem life je lepo imeti eno stalnico in tako, paše, je lepo, ne vem. In da imaš vsaj jaz imam tako enih par predalčkov, ki jih hočem pač zapolniti, eden od teh, na primer, je karijera, tle še delamo in da imaš tako predarček, ljubezen, napolnjen, odkljukan, je lepo, da ga ne rabiš iskati in kaj boš dal notri in polniti, ker veš, da to si izrihtal. Se strinjam, ja. Drugače, nisem poslušal, če veste, kdo je Mr. Beast,
tisti influencer. Mislim, en največji youtuber, YouTuber, ja. največ V bistvu ne subscriberjev. influencer. Kar je bilo zanimivo, da v bistvu konjesko punco je naredil prav predalčke, kaj mora imeti. Ja, In je bilo zanimivo, zato je vprašanje, je to malo red flag ali ni? Mislim, da si najdeš točno takšnega partnerja kot... hočeš. Ja, po mojem, on ima tudi velik bazen, lahko, ne? Veš, to je odvisno, koliko se lahko izmišljuješ tudi, ali? Ja, mislim, to je prav. Če imaš standarde, ne se spustiti pod njimi za nobenega. On ima neki Mislim, standardi. Ima to in to. Debata, Ja, se to ljubezen je slepa ali ni, ne? Ja, je, valjda, da je slepa, pač itak, da je, mislim, jaz imam tudi slabo kost, ampak A mislim, jaz lahko povem, jaz imam mene predalčke, mislim, kljukice, ki jih mora punca odkljukati. Mora imeti dve nogi, dve roki. veš, pri meni pa ne. Čakaj, ampak zdaj jaz mislim, da najdu ta pravo punco tako for life, vsaj mislim, da je tako. In Po manj pa je jaz prehitro, mislim, neč nočem ono, ampak ne, je pač, ti pravim, fora je to, da ni da sem ti najprej to... privoščim, daleč od Čakaj, tega. Ni da sem najprej to odkljukal, ampak sem tako skozi zvezo ugotavljam, da fuck, zdaj izvem, da ima to in kar ne gre tako, sem malo naredil Rundown. tako in sem videl, fuck, ta ženska ima vse, what? In prav me je presenetilo, iz nikjer je to prišlo, da ženska ima vse. In ti samo ono, fuck, pač, tudi ko pomisliš, kaj on ima predalčke, kaj mora punca imeti. Jaz ko pomislim, jaz se moram imeti boljše. Pač vse, kar hočem, ima ta punca. In to, tako, nekaj najboljšega je to. Se strinjam. Tako da jaz ga štekam, da ima predalčke. Samo misliš, da si predalčke prilagodil njej, Ne, določene, dodal? vedno so pač bili tam. In tako jih izpolni nekdo lahko. Ne vem, jaz nimam predalčkov. Jaz sem odprt, pač. Res jih nimam. No, A ne, možno ma veš, vsak- to mislim, so bolj preference. Tako, no. preference, ja, valjda, jaz I love a big dick, ampak Ma ni zdaj samo tako vizualno, tako karakterno, kaj to karakterno, dela, mislim- kako uno dela, Ni ima treba, ambicije, res. nima ambicij, vse to veš pride nekako v celoto meni mi mora predalčke. biti oseba všeč, ne glede na to. Pač nimam nobenih predalčkov, kakšne mora imeti. Pač kakšen, mislim, ne more, kaj mi je všeč, kaj mi ni, nimam tega. Meni mi je pač, če spoznamo osebo in mi bo cool, as a whole package, cool. Ja, ampak vidiš, so pa To naprej in ne glede na spol, recimo, jaz se puščam še vedno zelo odprto pri sebi. mini predalčki so tipa, ne vem, bom vzel Jureta za primer, Jure kot oseba, cool oseba, je bil z njim in pol tako si v zvezi in vidim, da ima nepospravljen avto. In to vem, mi da feeling in tako, samo primer, Jure je malo neurejen, malo nima pospravljen avto. Una ta prava oseba, ga spoznaš, je cool oseba in naprimer ima pospravljen avto. In tako veš, vedno več stvari se ti poklaplja. In to so une mini stvari, ki vidiš pri osebi, da je ono, holy fuck stari, pač kaj je lahko še boljšega. Pa ne da to iščeš, ne, ni da naprimer ta primer, Da daš iščem mar. tipa, ki ima pospravljen avto. Ne, ampak ono, vidiš, da je in si ono, pizda, kaj nice. Pač prijem domov, k njemu prvič in tako vidim, da ima zložene obleke, ful lepo, tako in sem ono, Vidiš, ne, mi to ni všeč. kaj da ima Mislim, vse lepo, pač kaos. wow, ja, meni je lep kaos. Daj ste rekli, da ja, jaz sem zaljubljen. Zdaj smo vsi se izdali. Mislim, da smo vsi bili zaljubljeni. Ja, ampak v kdaj je svojo bil ni mamo, moment, ko jaz sem v zaljubljen. otroci. No, Enkrat pač med se, mislim, ne, veš, kaj mi je bilo najlepše, pač, ko mi je zjutraj enkrat prinesel v kopalnico, tipo branč, wow. ki je imel unotle v banji, tipo. Zelo dol. Ja, Ti si bil v banji? in mi je masiral noge in sem bil, no, fuck, I could marry this guy, ono. Ti? Jaz vem, ko smo se enkrat prijali z motorjem, se mi zdi. Ok, Ko sem imel še 50 kubičen motor. ok. Ja, takrat je bilo zanimivo. In kaj ti je? Nič, je bilo To pač ljubezen. lepo je bilo. Pač se ono pizda, pač po mojem si prav res si rečeš, pizda te ljubim, ono, ampak samo sebi rečeš, ne rečeš na glas, pač prav gledaš ono osebo in si, I fucking love you, ono. In jaz vem, da ga bom celo življenje, tipo, pač, ne. Jaz sem to rekel pri Amarotu na Quickiu. Smo bili na Jaz plaži, sem bil pri Amarotu na Quickiu. a on ima vdajo, Quickie. Da ne bo pomote. Tam sem vedel, da sem bil z mojo punco na plaži in smo klepetali in sredi klepeta mi obrišeš mrko iz nosa, ga umije v vodi in klepetamo naprej. In to je bil unik moment, ko si ti rekel, tako pri sebi,
oh fuck, pač I love you. Ja, ja. Pač In niti ne rečeš na glas, sam sebi samo rečeš. fuck, ko si pozor, pač ne vem, en tak malenkost, ne vem, to je bilo meni iskrica, ki Ljubček na čelo, to je meni tipo to, pač jaz umrem. Res? Že jaz sem mičken in pač in flepo med velikega fanta in tako da. Veš, kdo ne čuti ljubezni? Fucking roboti, mono, ste videli, kaj je v Italiji bilo za jajem? Saka ukinili. Halo, ne, niso AI Niso ukinili. AI roboti ne čutijo ChatGPT. nič. ChatGPT so ukinili, no, bomo bili bolj. Zakaj? Kako pa veste, da ne čutijo nič roboti? Kaj boš pa čutil računalnik? Ja, valjda ima tudi on čustvo. Ja, mislim, ga naučijo ljudje, da čuti, ne, to je zdaj... Ni enako. Kako pa veš, kaj si robot? Mislim, kako boš ti naučil nekoga morale? Kot tebe. Kaj sploh je morala? Mislim, kako je lahko recimo, kako imaš recimo tako, ti sediš v avtu, recimo v Tesli, No, tale primer, ja. in pred tabo skoči mamica z otrokom, Ja. ti imaš na levo, desno jarek in sigurno umreš. In avto mora nekaj narediti. Ali tu Jarek in ti umreš, ali Ali- voziti mamo in... Otroka. No in kaj je pravi odgovor? A jaz bi povozil mamo in otroka. Ja, ampak... Ja, Ja, tle tle umrejo ni dva pravega človeka, odgovora, ne? En reče to, en lahko reče to. Kaj je pravi odgovor? A ni ga. Ne bomo tašnega rešili slera tle uporabljali, To ampak nisi črl, ne smeš ti tega Ja. uporabljati. Kako boš ti naučil mašino, kaj je prav? Ja, greš levo, kaj? Ja, ma, Okay. Kaj okej. ne za bremza? je ne more. Ma kaj ne more, ne velja. A? Ne velja. Dobro, ne more. Ja, lahko, vsak avto. Ok, odpovejo bremze. Aha, ok, ja, pač razbijaš otroka. In imamo. Zakaj? Ker pač. Ampak vidiš, In tle- kako boš to robotu ti? Kaj boš dal robotu, da je pravi odgovor? Veš kaj, fora je, da ti robotu lahko daš pravi odgovor, ampak pol en človek odgovarja za pravi odgovor vseh robotov. Ja. In to pa ni prav. To ni prav. To je zdaj tle a catch. Dobro si Tebi se povedal. lahko zdi, grem v Jarek, umrem, njemu se zdi, povozi žensko in če ga ti programiraš, vsi avti boš šli v Jarek, če ga ti bo Ja. zbili ženske. Ha, Torej moraš dati random, da se zgodi. Ja, ne si sam odloči. Change generator. Kaj bi pa ti bi šel v Jarek? Ne pravim, hočem ti povedati samo problem. Ne, kaj ti bi šel v Jarek? In definitivno umrem. Ja. Če bi bil zdaj pri 28 letih, recimo. Zdaj iz študija, greš, self-driving car, bum bum. Ful imam občutek, ne vem, stari, težko rečem. Mislim, da vidim nekega otročka, ne vem, res in neko mamico. Pa veš kaj tudi zdaj? Eno je, da mama hodi čez prehod za pešce in ti jo povoziš, eno je, da otrok zbeži na cesto. Pač se zgodi, ne moreš vplivati. Mislim, dosti krat se zgodi, da se ti pol ubiješ, ker refleksno zaviješ, ne? Ja, si Ja. Jaz bi verjetno refleksno zavil. Ampak vidiš, avti in roboti, če ti kupiš, če sem jaz zdaj Tesla, Jaz bi bil. Tuf. In še sebe bi pol. ja. Šel v Jarek, bi šel, zbil in v Jarek. Jarek, vse. Ampak vidiš, lepa je zdaj, če jaz sem šef Tesle, naredim avto, moj produkt te bo čuval tebe, ki si moj kupec. Ja, to je realno je. Kar se Zdaj bo... ne bom šli v Jarek in te v... Mislim, predstavljaj si, da imaš dve firme, ne? Imaš eno firmo, ki reši tvoje življenje in imaš drugi avto, ki pa reši v tem primeru uno življenje. Kjer avto boš kupil? Odvisno od tvojega moralnega prepričanja. Ja, ampak... Ja. Torej si slab človek. Si pač kaj si? Ja, ne vem, si? To so zdaj te moralne Ja, črte. bi mogel imeti opcijo, da izbereš, Ne ko vem, kupiš. kaj pa Da umreš pravite ti ali vi, da... gledalci? Napiš to komentar, ja? Ja. Si misliš, preden kupiš, zbereš mod, Ja, pač worst da case umreš ti, scenario, kaj ja, se zgodi. ja, da umreš ti ali umre Ampak ti človek. to... Veš, ti lahko takrat si glasen. Ja, in pol si ono bi vsak rekel pizda, zakaj nisem spremenil, ne? Ja. Jaz mislim, da vsi bi rekli, da bi dali, da umre drugi, ampak bi izbrali, da preživijo oni, bi imeli vsi v nastavitvah. Ja, ja. 100%. Samo čeprav veš, pol tudi ti živi s tem, da si zbil otroka in mamo. Ja, živi, kaj, se poli tako umreš. Ali umreš, pač. Ali živiš s tem ali umreš? Dve opcije so. Pizda, frka, stari. Mislim, se mi pa ne zdi prav, ker so naredili Italijani, no, da so zdaj to... Ma ne, to so naredili. Drugače zdaj vsi večji playerji v tem AI svetu. artificial intelligence svetu so podpisali neko odprto ali pa napisali odprto pismo, kjer
prosijo, da se razvoj AI-ja ustavi za pol leta, Kaj? ker se dogajajo stvari prehitro. Prehitro se to dogaja. Tipa. Ja, recimo, ne vem, ne more dohajati univerze, da delajo vse študenti preko AI-ja, ne, delajo tekste. Je to narobe? Zdaj, odvisno, veš zakaj? Okay, je to narobe vprašanje. Recimo, če ti delaš neke matematične naloge, se ti sproti gubajo možgani. Če daš ti to v AI, se ti ne gubajo možgani. Ampak kaj ni cilj, če jaz imam tle pred sabo matematično enačbo, ki jo hočem rešiti, ni cilj, da jo jaz rešim. Kaj ima zdaj veze kako? Odvisno, zakaj kaj delaš. Zakaj se ti učiš pesmico na pamet? Ja, da treniraš možgane, ne? No. Ampak po moje se lahko sistem tako naredi, da mi začnemo strenirati možgane, da znamo dati njemu naloge, da pol... Ja, samo to pomeni, veš, če bo naša civilizacija propadla, ne bo noben znal nič. Ja, to je zdaj, če gremo samo tako dol, prijemo v tom. Ampak naprimer pri ChatGPT-ju, pri Midjourney, to je AI, ki ti ustvari slike, je vse v promptih, v tekstu, ki ti daš notri. Če ti ne znaš teksta napisati, boš dobil ven shit. Ja. To je zdaj pač. Ljudje moraš ti sprocesirati vse, kaj njemu moraš napisati, da ti da on rezultat. Kaj tle še vedno moraš ti misliti. Ja, definitivno moraš misliti, samo... Mislim, so že tudi pravili. Samo zdaj... Napiši mi, kar moram unemu napisati, da mi unipol naredi. Ampak tudi to ni točno. Moraš, še vedno je tle nek miselni proces človeka, ki mora iti v to. Ja, se strinjam, ampak recimo Midjourney, ne? To je program, ker ti nekaj napišeš in ti vrže ven sliko za unik, ne vejo. V bistvu on uporabi, kar je že na internetu in si sestavi nekaj skupaj. Zdaj je tudi vprašanje, je to njegovo delo ali je to pač samo sestavljeno delo mnogih ljudi? Ker v bistvu, če ti nimaš, ker on ne naredi svojega originalnega dela, to ni originalno delo, ne? Ja, V bistvu, neko teoretično je. Pol bi mogel dobiti vsak artist, ki je uporabil njegovo sliko za zdaj... treniranje modela, bi mogel dobiti on procent, kot pri glasbi recimo, ker dobi producent, dobi... ampak trenutnega za reč, našega, Nikanikis, naš umetnik, njega je inspiriral Michelangelo. Lahko ti to potegne zdaj, da Michelangelo ima kaj pri njegovi sliki. To je zdaj pač spet. Da pogledaš dve slike, si rekel, to je ti po isti stil, ker ni to fora njegova. Pa Michelangelo je vzel Dunega. Pa veš, to je iz roda v rod se to spreminja. Veš, kaj se bo zgodilo po mojem? Po mojem se bo zgodilo to, da bo na vsaki sliki, na vsakem tekstu, ki se napiše in je AI generiran, bo pisalo AI generated. To je bilo po moje prav. Nek watermark, da se... Ja, samo to bo folkite znal pofejkati. Ja. Fora je samo v tem, da bo treba narediti tako sistem, da boš ti vedel, kaj je. Ker zdaj recimo vsak marketing material, ki ga boš dal ven, bo itak AI generated. Vsako sporočilo, vsak mail, vsak tekst bo AI generated. Sploh ne bo nobene avtentične misli več. Veš kaj je fora? Še vedno uporabljajo vsi te AI programi nov material. Zdaj karikiram, zdaj je 100 slik in zdaj generira po milijon novih slik, iz teh 100 slik. In enkrat ti pač zmanjka opcij. Problem je v tem, ko se začne AI trenirati na AI ustvarjenih besedilih. Ja, Bolj se zgodi ta neka čudna spirala, ne vem, ko bi se reklo, da se čudno postane. Ne vem, kaj se zgodi točno, ko se uči AI na AI-ju, ampak v bistvu zato zdaj tudi ta OpenAI je naredil nek software, ki zazna, kaj je bilo napisano z AI-jem. Tako da zdaj vse se nekaj... Pol ti narediš AI, da drugi AI ne zazna, ko je napisano z AI-jem. Dejansko pol ugotoviš, da nimamo še dobro razčiščenih stvari glede AI-ja. Ja, za reč v zadnjih 4 mesecih se je bolj razvil v... To je eksponentno je šlo gor. 20 letih. Eksponentno je šlo gor in... Sej, koliko ga začneš malček uporabljati? Zdaj imaš ti ta ChatGPT 4.0. Mislim, da je. Ja. Ne, 2.0. 4. Jaz ga nisem plačal, nisem uporabljal tega 4.0. Ampak ne vem, zadnjič sem ga probal nekaj uporabiti, za nekaj napisati. Pa je tako silno nekaj naredi, ne? Samo pol spet konc moraš ti ful narediti. Samo eventualno bo pa tako, da bo naredilo vse samo. Ja, fora je, da zdaj to ti ne znaš mu dobro ukazati, on dobro naredi. In še vedno tudi, če mu znaš dobro ukazati, dobro naredi, moraš ti še malo vedno... To moraš potvikati, ja. To sem imel jaz eno biznis idejo, mogoče en dan jo ustvarim. Sladoled? Veš, AI bi prišel prav. Hladilnik, ki ima senzor, ki zazna vsako hrano in količino, koliko si ga dal notri. In pol ti AI skuha, ti napiše recept, to že obstaja. To imajo ti po Samsungi, te jači hladilniki imajo, mislim. Da zazna kaj notri, količinsko in ti da na razpolago obroke. Ja, ima to obstaja. Ja, 100%. Dobro, nisem toliko šel researchat. Dobro, da nisem šel v to idejo, ker očitno že obstaja. Pa to v resnici
Meni se to ne bi dalo, stari. Jaz ne bom naredil to, kar mi ti rečeš. Veš, on mi prišel delnik, kaj bom zajedel, da vidim, kaj imam. Ej, kupiš tuno in imaš pašto in daš skupaj in to je to. In kaj boš jedel vsak dan pošto tuno? Ja. Ja. Dobro, jaz imam ful problem, vsak dan ne vem, kaj jesti. In meni je to stari, Se vidi. kaj boš danes jedel, kaj boš Vprašaj jutri ti. jedel. Kaj? On se rad popam. Danes bom pastor zmlato. Koliko časa vnaprej vi razmišljate, kaj boste jedli? 12 En minut. teden. Nič. In kaj ti Pač si kupiš preden za jem. en teden naprej, Ja. cel teden si kupiš, Ne, ponedeljek preden bom jem. to, torek to. Ma ne, se približno ne jem, da to različno. Preden je 10 En minut. teden. Mislim, pač preden jem. In če nimaš nič doma? Ja, pač grem kupit. A, Mislim, jaz večinoma jem od zunaj, tako da. okej. Rich kid. Ja, to se finančno... Ma ne, mislim tudi kot sam, ker pač se mi ne splača hoditi delati špež in te stvari. A res? Preden se ne je skozi, tako da jem od zunaj. Ne, res? Ja. Okay. Mislim, ne zdaj, če bom hodil na biftek in ne vem kaj. Ne, tako normalna kosila in to. Ja. Mi včasih tudi pa še neki pojest, da ne rabi razmišljati, koliko, kaj si bo, veš, ono poješ. Ja, to Pojem, ker imam za pojest hrano, ne zato, da je danes nek poseben dan. Ma ne, samo pač, kaj ti ne dosadi. V bistvu ne, stari, ne vem, mi ne dosadi. Kaj ti si res ono tako, hrano jedu samo zato, ker vem, da moram jesti in to me bo nahranilo, dobim, Ja. kar rabim. Ja, šel. ja. Nimaš malo užitka več. Ja, v hrani, včasih, okusi. včasih, ja, včasih ne. Pač dejansko, ampak za tako, veš, da imam normalen dan, da čim prej naredim si obrok, da je zdrav, da je relativno zdrav in da dobim vse hranilne Ja, no, snovi, zdaj, ki ko jih sem rabim. jedel zdravo, je bilo naporno. Si to? Sem mogel razmišljati in ful draže. Ful draže. Koliko? Ful. Na teden je hrana njih 100 evrov, 120 Ja, evrov. to je ful. Drugače jaz pač pojem burek. To je to. Bi si delali meal prep, ste kdaj študirali? Sem delal. In? It's cool, ampak veš kaj, delam doma in lahko si normalno v pol uri naredim normalno kosilo. Okay. Najljubše kosilo, ki si ga narediš? Lazanja. Pol pete. Si lazanja, to delaš lahko Burek. en teden stari, 3 ure delaš lazanja. Rabiš ful časa za delati. Kaj si najreši skuhaš to? Kaj? Kaj si najreši skuhaš? Nekaj najrajši ješ. Nič. Ja, okej, ti. Pa staj. Pa to je delaš doma. Ja. Rato dober. Ja. Še on lik, da poješ, pa si ono kurc dobro, se ne bom še dosti časa ga delal. Meni so v bistvu ful dobro ta osnovna živila, ne vem, jajca in zraven neka, ne vem, ali kakšno mortadelo pojem ali in tako nek namaz, meni je to fantastično za zajtrk, ne vem. Ker je najbolj muno, veš, pojem 2 kosa kruha, to je samo ono poln energije in Ja. bolj ko je neka hrana, se mi zdi, ne vem, neka paštiča in to, bolj si ono na koncu poješ in si ono kill me. Če pa poješ neko rižotko z zelenjavo, brez Meni mi dosti... je všeč to, da te pokirmi. Ja, a meni, mislim, ja, sedizno. In tam ležim in sem ono... Fet. Meni je nice, zato si jaz planiram, če imam težko kosilo, nujno pol ure tako počitek. Moram se malo... In pol sem prerojen. Recimo danes za zajtrk, preden smo šli snemat, ne, sem bil ono, moram nekaj pojesti. In sem pač se prisilil, da si Si naredim jedel onih meni. 5 jajc, Ja. to in to in to in sem pojedel in sem bil ono, pač ni mi toliko pasalo, ampak sem pojedel, Jaz ker vem, bruham, da rabim pojem hrano, 5 ne. jajc. Kaj? Jaz bruham, da pojem 5 jajc. 5 jajc je dosti. No, da imam 110 kg, 110 kg imaš? 108. Ti? Zdaj sem shujšal, koliko jih imam, 72. Okay. V glavnem zaključimo s kakšno pozitivno mislijo. Kaj bi Jaz mislim, da rekli za na konec? moraš jesti Dike. Moraš jesti različne stvari, Mhm. da moraš jesti dosti zelenjave, Mhm. moraš jesti dovolj ogljikovih hidratov, ne smeš nobene hrane izločiti, mislim, razen vse, kar je nekaj tako umetno, predelano, ne jesti, te pa bolj naravne stvari pa jedite, to je dobro, zdravo. Kaj Gremo na vprašanja. Dajmo, ljubezen gre skozi želodec, vprašaj klicaj? Imamo naslov. Ste tega, veš, to vprašanje govorimo, ste mnenja, da ja, ljubezen gre skozi želodec? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja? Ja. Ne vem, če dvomim, da gre samo skozi želodec, Mislim, ampak Ne gre samo skozi želodec, ampak je tu isto. ne, je pač po mojem added benefit. Mislim, I always swallow, you know. No, gremo na vprašanja. Drama.podcast, ker če fur du sol komadič je Jure tu favorite. Če fur, du sol. Ne, ni.
Rufus du Sol. Ker Rufus du Sol, komadiči Jure tu favorite. Sundream. L. Pika za letej, koliko časa je trajala vaša najdaljša zveza? Kako to misliš? Koliko časa bi zvezi? Ja, kaj ko končaš in si še enkrat skupaj in tako. To šteko deno. Ja. 1 leto. Okay. Wow. Jesus, 8. 8. Moja trenutno še traja, 8 mesecev. Dozovalan, Timi, kaj delaš za vikend? Kaj? Kaj delaš za vikend, je vprašal Dozovalan. Kdo je vprašal to? Dozovalen. To je neki ima tatu na Ja, članu. on je naš član tadu, shout out. Ja, ne vem, kam me boš peljal. Rar. Eva Luna! Tim, zakaj si mrtev? V glavnem, Eva, meni mi ful lepo ti pisati na Instagramu. In vedno nekaj perverzne pišem. Tako da. Zdaj ima OF, sem videl. Ja, valjda, shout out, pejte pogledat, Ja. si levo čuno. Rar. Rar. Levo čuno in njeno tuno. Ajde. Jošk underscore o, Ajde. 1, 2, 3. Kaj bi rajši pojedli? 5 kebabov na dan vsak dan ali samo en kebab v celem letu? En kebab v celem En letu. kebab po celem letu. 5 na dan. Dobro, Lenart underscore Underscore. podja voršek, to je črtica spode, veš? Ja, kam? vem. No. Si ga daš na roko? Kaj? Si ga daš na roko? Jaz? Vse je to vprašal. Uh, Ne, ker ni dobro, ni zdrav. kaj če dam? Drugače ni to res. Kaj če dam na roko? Ja, vsaj 2krat na dan. Enkrat, v fiks. Ne toliko krat, ko vi včasih. Ne, ampak bolj ne. Mislim, ko sem bil mlajši, sem bil grave, sem tudi po 4krat, 5krat na dan. Od 10 je dalo. A viš, zato si, Vedno sem mogoče si videl. zato postal gej, ki si dal ves testosteron ven. Ali pa veš kaj, ful si tikal tiča in ti je postal tič všeč. Mogoče to ti je plešo, da bo prej. Ja, Čeprav to mogoče. pomeni, da imaš dosti testosterona, če nimaš las. Raz. Nimam dosti testosterona. Kako da ne, če imaš tako brado in nimaš las? Saksida pika luka, kdaj bo mrč? Nikoli. Ja, en dan. Ne bo zdaj res Nikoli, ja. hvala. En dan bo. Jakob Kostelec, naš editor, shout out. A še teče kamera? Ne. Ne, je na mestu, smo jo ujeli. Badumc. Manca pika Ivančič. Smo videli, zakaj je tim zmantrar na TikToku, ja? Tudi res, ja. Da sem objavil. Bizjak.gal, a boste imeli kdaj kakšnega uspešnega športnika na podcastu? Ja, pa Ja. kaj nisem tu? What the fuck? Športnik 1, športnik 2, lepo prosim. Športnik 3. Tako. The fuck? Ne se menimo. Ne bomo Cebla. še povedali s kom, ampak Vse je bila Bili in Alja, Tako. so bile, one so Športniki. športnice. Ja. Pa je bila tudi Ana Zupan, ona je tudi športnica. TMŠ Ninka. To me sninka, to ni na naš. Ja, zakaj je ti mrtev? Ja, si bila včeraj tam, bre. Šta me pitaš ovo, bre? To što sam glupa stoka. Eto zašto. Eva pika pahor, če bi lahko živeli v katerikoli državi, kjer bi bila? In bi živel na otoku. Država. Kaj misliš, Velika Britanija to Ja. reče ponovadi na otoku? Država, kjer državi bi živel? Slovenija. Ti? To za Slovenija ni slab odgovor, ker pač tle je res Slovenija je simpatično. vibe, Slovenija Ja, je vibe. drugače, za nekaj časa bi šel sigurno živeti kam v Azijo. No, Drugače, ful bi rad šel, zdaj se razmišlja, da bi šel v Peru. in me noče vzeti samo. Okay. Kaj? Kaj ne dopuste, en mesec? Da bi šel na ali Machu dva meseca? Picchu, da bi šel na Zakaj Machu me ne Picchu. vzameš s sabo? In kaj, samo na Machu Picchu ali še kaj več? Ej, ne vem, Ali bi ti šel, ali bi kaj pičil? začutim jaz destinacijo in pol se mi gre. Anita underscore 5577. Top 3 najbolj pomembne stvari v vaših življenjih trenutno. Moje piške, sigurno, ličika in arčika. No. Um, Kokoške. to so psi. Sem razbil pišča. Pišče. Piške moje, moje A, piške. mislim, da imaš kokoši. Dve kokoši za ljubljenčka, sem mislil, da imaš. Moj To je kolega? Mali tim? Denar. Dinari. Radinarja. Jure. Zdravje, mentalno zdravje Pol jaz. in
Ljubezen. Ljubezen, zdravje in familija. Daš pred ljubezen daš pred zdravje? Ma ne vem, to je vse glavno. Na prvem mestu so vsi. Blaž skupaj od bolečine starje. Evo, tem še 2 vprašanja. Blaž Bone, kdaj bo Damjan Merlak na podcastu? Kdo je to? Sem upisal. Je rekel, da bi prišel, samo pol se nismo zmeli še za datum, tako da ne vem. Ja, en dan bo prišel. Kdo je to? En Damjan Merlak. Damjan Merlak, unik je naredil. Merlak, pardon. Anita _5577, kaj je ena stvar, ki jo najbolj cenite na svojem partnerju in prijatelju? To je v bistvu, ker ceniš na sebi, v bistvu pomeni to odraz. Dinarje. Ja. Ne, cehecam iskrenost. Iskrenost, Da mi da vedno roko, ko rabim. iskrenost, spoštovanje, ljubeznivost, razumljivost. Ok, torej vidva fanta. Jaz bi rekel, da Ja, iskrenost. In to je to. Okay. da je ustrajen, da se trudi. Okay. Ana Pika Juršič 15, kaj greste na Fiero Koštobono? Jaz ja, mogoče. Ja, mogoče. Jaz dvomim. Kaj ti greš v jaz bom doma. Ja, ne, veš kaj, prišli eni kolegi iz Ljubljane ali še iz Celja in so zdaj tle in mogoče gremo tako se malo. Mogoče. Jure, Dvomim. gremo v trg danes. Dvomim. Aperolčkat v Trst. Muco. Dej tim bašta. Jakob 6, tim rad te imam, zakaj si mrtev? To so vsi Ker prašali. sem debil in ne biti kot jaz. Ne biti debil, ne biti tim. Bodite malo bolj resni in Mejte se radi. ja, Sebe, in mejte odgovorni. radi druge. Ne biti kot jaz, morate biti odgovorni. No, Jaz sem odgovoren, me zajebem. Kdaj. smo prijadrali do konca. Nič, to je to, hvala, ker ste bili z nami. Nič, hvala, ker ste z nami. Dajte en like, dajte en share, dajte en subscribe in imejte nas še tako radi naprej. Uživajte, čau.